Zdaj smo na cesti Bratstva enotnosti pred starim mestom Metlika. V ozadju vidimo tudi najstarejši del Metlike, cerkev in tam so tudi trgi. Med vojno, ko so bili Italijani tu, je bil tukaj prehod, rampa smo rekli. Tukaj in tu so vedno stražili belogardisti in italijanski vojaki. Vedno so ljudje, ki so prehajali preko te rampe, so bili zadovoljni, če so bili na prehodu italijanski vojaki, ker se je dalo lažje z njimi zmeniti kot z belogardisti. Ti so bili bolj špičasti ali pa domače rečeno nesramni. Toliko pa vem, ker moja mama in oče sta hodila v službo v mesto Metlika iz province. In so se prav bali, kadar so bili na prehodu belogardisti. Največkrat je mama prihajala, ker so pribežale učiteljice iz Štajerske v Belo krajino in so bile zaprte. In so morale metliške učiteljice tem pribežnikom nositi hrano. Če je bil na bloku belogardist, je vse premešal levo in desno, če bo kaj našel, če je kdo kaj skril v prehrano. Jaz se spomnim, da sem samo hodila ne v trgovino, čeprav je bilo v Metliki veliko trgovin, ampak samo v maši sem pa hodila čez mejni prehod. Tu v ozadju je zdaj vinska klet, to je zgrajeno po vojni. To je zgrajeno po vojni, to je bilo proštijski travnik. A je kakšen objekt tukaj, ki je bil že med vojno? Ta hiša, Bračekova hiša, kot smo rekli, nova Bračekova hiša. Ne vem, ali so mogoče tudi kdo med vojno tu stanoval, tu pa vojaki ali pa belogardisti. Lastniki hiše niso tu stanovali. No, če še dobro se spominjam, ko smo šli čez rampo, je bil tukaj zgrajena pred to hišo kot ena straženca, da so bili noter vojaki zaščiteni pred vetrom, dežjem in snegom. Pa gor na vrhu vem, da je bila zastava. Italijanska. Ja. Zadaj, tam je tudi odcep proti Rosalnicam. Tam je bil pa tudi prehod za Rosalnice in Božakovo. Mejna je pa tam nekje bilo, mogoče od tu, z tega križišča svojih 200 metrov nazaj. Tam pa nisem nikoli hodila.